dove Moje pričevanje je pričevanje o predanju. Jaz poznam Klemna, poznam Boštjana že 20 let, zato ker že od majhnega, moji starši so hodili v cerkev, so bili na novo rojeni. In jaz sem od majhnega vedel za Boga. In hodil sem v cerkev in videl sem čudeže, ki jih je Bog delal. Jaz sem vedel brez sence dvoma, da Bog obstaja, da je živ, da spreminja življenja, samo jaz se sam nikoli nisem predal in sem iskal svoje izpolnjenje druge. In sem padel tako globok, bil sem težek odvisnik od alkohola, od kokaina, tako da sem pristal v komuni, sem komi preživel, sem imel tako močne krize, da sem imel epileptične napade, tako težek odvisnik sem bil, mogel sem res razbiti z glavo v betonu, da sem prišel do tega, da sem popolnoma vse predal Bogu. Ker dokler kaj držimo zase, dokler malo sami hočemo upravljati svojim življenjem, ne more Bog z nami nič. Šele takrat, ko se zlomimo in rečemo, tukaj sem, dajem ti vse, takrat lahko Bog nekaj naredi z nami. In to je edino življenje, ki je vredno življenja. Ker zdaj je edina stvar, ki me zanima, je, da bom, ko enkrat stopim pred Boga, da bom imel nekaj za prinesti pred njega. In to je edina prava izpolnitev. To je to, kar sem cel življenje iskal. Amen. Slava Jezus, slava Jezus, dej. Ni dobro biti v cerkvi, haleluja. Amen. A ni dobro biti del žive cerkve, haleluja. Amen. A ni the best, haleluja. Kakšno pričevanje, Gašper, ej. Amen. Haleluja. Nič te ne more utrgati od Božje ljubezni. Amen. Amen. Mi smo sprogramirani za uspeh. Amen. Nam ne moramo faliti. Amen. Če nas je Jezus odrešil. Amen. In zdaj, danes bom govoril o Božji prisotnosti. In eni ljudje še zdaj iščejo skrinjo zaveze, a veste to? Še zdaj se s tem ukvarjajo. In v stari zavezi je, a se spomnite, ko je Mojzes šel na goro in Bog mu je dal 2 plošče. In gor mu je dal zapovedi. In pol mu je rekel, naj naredi skrinjo, kamor bo spravil noter te zapovedi. In pol noter so dali še Aaronovo palico pa posodo z mano. In gor so dali pokrov z 2 kerubimi. In to sta bila 2 angela v bistvu, slike 2 angelov. In izmed teh 2 angelov je Bog govoril Mojzesu. In kjerkoli je bila ta skrinja, tam je bila Božja prisotnost. In je bila mogočna cerkev. To je bila taka moč, je bila tle noter. To je nekaj norga. In zakaj je to Bog naredil? Zato, ker človek ni mogel prenesti njegove prisotnosti, da bi se z njim družil in jim dal eno orodje, preko katerega je imel kontakt z njimi. In zanimiv, to je bil les, ampak povsod je mogel biti oblečen z zlatom. In kdorkoli se je kaj afnal s tem, je mrtev dol padel takoj. Tako da vse, kar je v stari zavezi napisan, pa narejen, je slika tega, kar imamo mi v novi zavezi. In dobro je, danes ti bom povedal, ne vem, če si gledal kdaj Indiana Jones filme, ki iščejo skrinjo zaveze, ful enih pustolovskih filmov, ful enih arheologov išče, kje je skrinja zaveze. A kdo od vas ve, kje je skrinja zaveze danes? Kdorkoli ugan mu dam prvemu tole za pogled. Kje? Kdo je tle nek? Bravo, Leš. Izvoli. Da si pogledaš. Pa daj pol še malo naokrog. Lode tam, ne vem. Ni nojno, to je velik teorij. Rad bi vam povedal, skrinja zaveze danes je v tebi, je v tvojem duhu, haleluja. Dajmo si to pogledati. Haleluja. Se pravi, ne vam sam še malo povem, Boris, velikost tega v realnosti je tako kot 2 pralna stroja, recimo, da bi dal skupaj. Tako nekako je bilo to velika zadeva, nič večja. Tako da so to na drogovih nosili sabo. In zanimiv, ko so po puščavi, ki jih je Mojzes ven speljal, je rekel, ta skrinja naj bo 800 metrov pred vojsko. A si predstavljaš? Jaz bi dal 800 metrov za vojsko, da ja noben ukradel tega zlata. On je dal pa to pred vojsko.
Kakšna moč, haleluja. On hoče, kaj se z tega naučimo? Da Božja prisotnost mora iti pred nami. Amen? Da nič ne dela, da nisi Božjo prisotnost najprej poslal naprej. Amen? Če ni Bog v eno stvar vključen, pa ti delaš na svojo moč, to je zelo slabo. Boljš, da se poznimaš, v kaj je Bog vključen v tvojem življenju. Amen? In pol greš to delati, v kar je Bog vključen v tebi. Amen? Tle boš najbolj zadovoljen. Haleluja. Se pravi, 800 metrov pred njimi. Drugič, bila je v šotoru, kjerkoli so parkirali, so naredili šotor in tam v šotoru not je bila ta skrinja za zagrinjalom. In to je bilo ful sveto mesto. Sicer je Bog najprej izvirno je hotel, da vsi pridejo not pa se pogovarjajo z njim, z obraza v obraz. Mojzes piše, z obraza v obraz se je pogovarjal z Bogom. Ampak folk si ni upal. In si rekel, ne Mojzes, pej ti pa nam povej, kaj je Bog rekel. Razen enega človeka, veste, kdo je bil to? Kdo je bil proteže od Mojzesa? Kdo je bil njegov učenec? Jozue, haleluja. Jozue je bil pa tak fanatik na Božjo prisotnost, da ko je Mojzes dobil navodila in je šel ven iz šotora med ljudi, je Jozue še kar not vstal. Razumete? Ko je ful Božja prisotnost v cerkvi, vsi grejo domov, Jozue prav, Žiga, daj mi pust ključe, bom ja še malo vstal tle, haleluja. In pol čez 1-2 dni so ga le najdeli v cerkvi, haleluja. In cerkev Jozue je imel ful prodor s to skrinjo. S to skrinjo, haleluja. A se spomnite, kako je Mojzes vodo odprl? Ko je palco dal not v Rdeče morje, a je tako? In pol, voda se je odprla na pol. In cela vojska je šla skozi, milijon ljudi je šlo skozi, Izraelcev, Faraono vojsko je pa sam zasul. In zdaj Jozue pride, Mojzesov učenec, pride pred Jeriho, najbolj utrjeno mesto, najbolj zastraženo mesto, v obljubljeni deželi. In kaj stoji med njimi pa Jerihom? Spet ena voda, Jordan. In to v najslabšem času so prišli tja, ko je bila voda na najvišjem nivoju, ko je bil čas žetve in je bila voda najvišja. In kaj prav Bog Jozue tu? Jozue, duhovniki, ne vzamejo skrinjo in ne grejo pred ljudstvom. In ko bojo oni stopili not v reko, se bo reka v ta zgornji tle, ko teče, se bo sam ustavil in se bo stena naredila. In boste šli po suhem čez. Noro cerkev. Vidite, kakšno moč ima skrinja zaveze, Božja prisotnost. To je full power. In res je to zgodilo. Reka se ustavila, Jordan je naredil zid, oni so šli čez do Jerihe, haleluja. Kaj so naredili skrinjo, ko so prišli do Jerihe? 7 dni so jo okoli nosili. Vsak dan so naredili en krog, skupaj skrinjo cerkev. Oni so skrinjo hodili okoli Jerihe, haleluja. A razumeš, kamorkoli, kjerkoli bi rad imel zmago, pejt z Božjo prisotnostjo tja, haleluja, amen? Kamorkoli. Te zvija, napada bolezen, te napadajo ljudje, te napadajo slabe okoliščine, prid v Božjo prisotnost, najprej, haleluja, amen? Pol šele citiri Božjo besedo, pol šele vzem meč duha, ki je Božja beseda, najprej vzem Božjo prisotnost, haleluja. In pol spet zmagajo, jasno. Jeriho pade dol, nadnaravno. In kaj se pol zgodi? Filistejci ukradejo skrinjo. Pa si predstavljaš? A je tako, koliko ljudi nam hoče ukrasti Božjo prisotnost? A razumeš, danes je bitka za maziljenje, za Božjo prisotnost. Ljudje hočejo, da si en normalen, religiozen vernik, ne pa, da si poln svetega duha. A razumeš? Ful, še vedno je bitka za Božjo prisotnost. In kaj se je zgodilo? Filistejci ukradejo skrinjo. Zdaj vam dajem samo 5 minut pregleda v skrinji, pa bomo šli v Božjo besedo. Ukradejo skrinjo in kamorkoli so jo dali cerkev. Filistejci, kamorkoli so to skrinjo prinesli, jim je prinesla nesrečo. Na prvo mesto, ko so prinesli, so vsi tam tumorje dobili. To ni dobro, dajmo jo predstaviti. Se jo predstavili nekam drugam, kaj se tam zgodilo? Napad miši je prišel na cel kraj. So miši napade celo mesto. In potem, to ni dobro, so ga dali na drug mest, so se vsem taki grozni, bulasti spuščaji naredili. In potem, to je tumač, in so vrnili skrinjo. Haleluja. A je tako, jaz to verjamem. Ne se dotikati Božjih maziljencev, haleluja.
Ne se dotikati ljudi, na katerih je Božja prisotnost. Ne jih kritizirati, ne jih pljuvati, haleluja. Bož, da si ti, tudi če se ne strinjaš, haleluja. Amen. Ne iti samo zato, ker si v mesu, pa ne razumeš, kaj delajo. Jaz sem slišal ljudi, ko se rekel, Benny Hinn pa stejo jakno neki meče po ljudeh. A si bil kdaj na njegovem srečanju? Jaz sem bil, haleluja. Jaz sem prevajal Benny Hinna. Jaz sem bil enem v teh hišk za prevajalce. Smo bili not zaprti tako na 1x2 metra in smo imeli mikrofon in slušalke in smo bili od spredi pred odrom. Ko on vrguno jakno maziljenja, tam med prvi ljudi so ven iz vozičkov skočili. Mene, ki sem pa na stolu sedel, me pa ven z kabine vrgal. Takšna Božja moč je bila. In unga, ki je zraven mene stal. Ubana je ven vrgal. In haleluja, ful maziljenje, ful uzdravljenje. Razumeš, nikoli problem je, recimo, da slavimo Boga. Recimo na prejšnjem bogoslužju je Barbara začela tle okoli laufati, ne, če ste opazili. Zdaj jaz ne vem, lahko da je bilo v duhu, lahko da je bilo v mesu, lahko imamo debate, sam jaz se nam v te debate spuščal. Kaj če je bilo v duhu? Kaj če je nekaj sprostila? Kaj če prinesla eno svobodo v Božje delovanje? Razumeš? Amen? Tako da ful bod prividen, ne z mesom analizirati, kar Bog dela. Amen? Ne krast Božje prisotnosti s svojim mesom, haleluja. Razumeš, da Bog si izbral, kar je neumno v tem svetu. Amen? Na kakšen način on osvobaja ljudstvo. Poglej si Samsona. Poglej si te modele. Oslovsko čeljust mu je dal za orožje. Da je celo vojsko premagal, ne z bazuko, ne z najnovejšim mitraljezom, ampak s oslovsko čeljustjo, haleluja. Amen? Dajmo ceniti Božjo prisotnost, haleluja. Amen? Da bodimo neumni za Jevsa, samo da se bo on proslavil. Amen? Haleluja. Jaz mislim, da si Bog ni zbral najbolj modrih ljudi v Sloveniji, da bi Slovenijo obrnil k sebi. Amen. Koliko je med nami doktor profesorjev? Koliko je med nami magistrov znanosti? Večinoma smo bolj simpel, etko. Nasploh v cerkvi Jezusa Kristusa, haleluja. Moraš ful iskati, da kakšne doktorje pa znanstveniki not najdeš. Etko. Kje Bog danes največ deluje? V narodih, ki so ful inteligentni? Ne, haleluja. Tam, ki so ljudje kot otroci. Jezus rekel, če nisi kot otrok, ne boš sploh mogel priti v Božje kraljestvo, haleluja. Koliko težko bogataš pride v Božje kraljestvo. Lažje gre kamela, če šivankino oko, amen? Zato ful, poniži se, haleluja. Amen? Bod ful inteligenten. Bod, haleluja. Amen? Nared doktorat, haleluja. Ampak pol se poniži, pa reče, jaz sem samo osel, haleluja. Ta papir mi je toliko pomemben, kot un paloma, ki sem ga kupil, ki ga uporabljam na drugih prostorih, ne v knjižnici. Ampak vse to imam zaradi Jezusa, amen? Diplomiral sem s to, kaj je Bog hotel, amen? Profesor sem za Jezusa, amen? Ampak vsa moja modrost je nič proti njemu, haleluja. Ne vem, kako sem prišel na to temo. Ok, in so ga vrnili po 7 mesecih. Se pravi, 7 mesecev je nekje doba, kjer lahko toliko trpiš, da ti je dosti vsega. Amen? Če ful trpiš, da 7 mesecev že ful trpiš, je to čas, da nehaš. Amen? Da se vržeš na Boga in rečeš, Bog, odpusti mi, karkoli delam narobe s svojim umom, haleluja, si ga razbijam glavo. Nič, predal se bom, spet bom nor na Jezusa. Amen? Amen? Predal bom, ne se sam ukvarjal s svojim življenjem, predal bom tebi svoje življenje. Amen? Če 7 mesecev trpiš, to je nekje dost, haleluja. Ne si še dlje glave razbijati, haleluja. In zdaj, eni ljudje, ki se je skrinja vračala, so bili ful radovedni. In so rekli, nič, dajmo si malo to skrinjo pogledati. In so šli jo opazovati, ker je spet narobe. In kaj se je zgodilo? Vsi so mrtvi dol pali. Zakaj? Razumeš, kje je ta skrinja zdaj pristala? Kje bomo zdaj to? Aha, tam je že na mizi. Aj damo še na to stran malo. Haleluja. A razumeš, da v stari zavezi je bila tle vsa Božja prisotnost not. Iz tega se nisi mogel norca delati. Nisi mogel te pridati pa nekaj analizirati, pa biti ful radoveden. Koliko ljudi pride v Božjo prisotnost, pa samo radovedno okol gledajo. A je tako?
In pol gleda, aha, ta se neki trese, ta je začel neki se dreti v jezikih, ta je, ne biti tak. Ker nič noš imel od slavljenja, nič noš imel od krščanskega centra. Krščanski center se vrti okoli Božje prisotnosti, haleluja. Nas zanima, kaj Bog dela. Mi hočemo biti del tega, kar Bog dela, haleluja, amen? Mi nismo eni radovedneži. Amen. Mi nismo tle, da bi ugajali čim več o tem. Mi smo tle, da bi se Bog čez nas proslavil, pa da vsak, ki bi sem prišel, bi v Božjo prisotnost prišel, amen? In pol te, ki so lačni Boga, bojo odrešeni, ozdravljeni, osvobojeni, bojo živeli sveto življenje za Boga. Te, ki jim pa to ni všeč, bo šli pa nekam v svojo religijo, etko. Ampak mi ne bomo jokali za njimi, mi bomo jokali za Jezusom, pa šli za njim, amen? Amen. Alo, da te še na to sram, malo si pogledajte. Zanimivo je, da sem to sem dobil v Braziliji, by the way, ker sem prišel iz Belema, iz Abimelovega rosnega kraja, sva potovala par ur z avionom v Manaus in ob 2 zjutraj, ko je bilo konec vseh mitingov, sva šla direkt ob 2 zjutraj na avionu, ob 4 zjutraj sva prispela v Manaus in takoj sva šla tja služiti Bogu naprej. Mislim, da ob 1:06 sva prispela. Ja. In sem rekel, Bog, kako, mislim, kakšen je tvoj plan? In mi je rekel, ti si kovček zaveze, skrinja zaveze. In pa sem rekel, wow, kamorkoli grem, gre skrinja zaveze z mano. Ni mi treba skrbeti, kaj se bo dogajalo. Skrinja zaveze gre z mano. In ko sem bil v avtu, ko me je umpelil, sem se počutil, da sem skrinja zaveze. In pa so se ful vrata odpirala. Kamorkoli sem prišla za Abimelov do najvišjih vrhov tam. Na enem mitingu sem lahko 300 pastorov in govoril Božjo besedo, kaj Bog za njih govori. Noro cerkev, haleluja. In sploh se nič nisem pripravil, ker sem bil skrinja zaveze, haleluja. Če si skrinja zaveze, pol edina stvar, ki se moraš pripraviti, je, da si v Božji prisotnosti. To je to. Ti moraš sam sebe pripravljati skozi. In pol prideva domov, tle, ko sva stanovala, in ta gospa prav, tole bi ti rada poklonila. Tako, tole mi boš dala. Pa glih to mi je Bog govoril, da sem skrinja zaveze in sem dobil skrinja zaveze. A ni zanimiv, haleluja. Kako ima Bog smisel za detajle, haleluja. Haleluja. In te ljudje, ki so samo opazovali, so padli mrtvi dol. In kam pol pride skrinja? Pride do Savla. Poznate prvega kralja v Izraelu? Ne vam povem, Savl se ni naučil poslušati navodil iz skrinje zaveze, tako kot Mojzes, pa tako kot Jozue. Jozvetu in Mojzesu je Bog izmed teh 2 angelov je prihajal glas in jima je dajal navodila, da sta lahko živela v zmagi. Savl je bil pa preveč močen, pa preveč pameten, da bi šel eno skrinjo poslušati. Etko, da moraš biti malo utrgan, da greš skrinjo poslušati. Etko. Moraš biti malo kot otrok, etko, da verjameš v take pravilce, haleluja. Pa ne povem, drugače noš mogo Božje kraljestvo, če noš poslušal glasu skrinje, ki je zdaj v tebi, in to je glas Svetega Duha, haleluja. Ko sprejmeš Jezusa, zdaj v tebi je Božji glas. Lahko ti 100 ljudi daje ful dobra navodila, pa če niso v skladu s tem, kar ti Bog govori, ne poslušati, haleluja. Amen? Ti moraš imeti v srcu mir, radost, Božje navodilo, haleluja. In Savl, ki se ni naučil poslušati, kaj se mu je zgodil? Njegov ponos ga je pelil sam dol. In je izgubil kraljestvo, na koncu je umrl on in njegov sin. Niti potomcev ni pustil za sabo. Totalna katastrofa od kralja. Zgledal je pa ful uspešen. Razumeš? Važno je, kako končaš, ne kako si začel. Okay? Začni in končaj z Božjo prisotnostjo. Naj ti bo Jezus na prvem mestu. Amen? Danes smo slišali, da best pričovanje od Gašperja. Ampak hvala Bogu, on je šele začel. Amen? On je začel dobro, pol je imel padec, ampak haleluja, to ni nič. On je zdaj zrel za Božjo prisotnost. On bolj ceni Božjo prisotnost, kot če nikoli ne bi padel. Etko. Ampak najbolj se naučiti na njegovih napakah, ne na svojih. Haleluja. Najhujše pa, da se sploh ne naučiš na nobenih. Zdaj, David je pelil skrinjo na Sion. In kaj se je zgodilo? Pelejo na Sion in tam se skrinja malo zamaje in eni tipi hočejo pomagati skrinji. In hočejo malo pomagati, razumete? Hočejo se malo umešati v Božje delo. In se dotaknejo skrinje, sam puf, padejo mrtvi dol.
In David to vidi, ko ne, dajmo skrinjo raje parkirati za nekaj cajta. In jo je za 3 mesece parkiral pri enemu frendu, haleluja, pri Obededomu. Obededom je imel skrinjo doma 3 mesece. Veste, kaj se mu je zgodilo? Mislite, da je kakšne ture dobil? Ne. On je bil ta prav človek. Ko ima ta prav človek Božjo prisotnost, mu gre vse da best. In je tip toliko prosperiral, da je David ratu malo ljubosumen in rekel, čas je, da vzamemo skrinjo. In se kaj gremo naprej, ipak skrinja je dobra stvar. Razumeš? Če se ti vmešavaš v skrinjo, če se vmešavaš v Božjo prisotnost, pa hočeš, kolikrat mi hočemo popravljati Boga, etko. Molimo, verjamemo Bogu, pa ko nam da navodila, se nam zdijo pa neumna, etko. In pol hočemo po svoje delati. Ne deluje. Cerkev, Bog svoje slave z nobenim ne delil. Ali je on kralj ali pa ni nič. On je tvoj služabnik. Bog ne za tabo hodil, pa ti služil, pa ti trepljal tvoje meso, koliko si Bog. On ti bo rekel, kaj narediti. In zdaj, če ga boš poslušal, boš blagosloven. Če ga ne boš poslušal, ne boš imel blagoslova. Haleluja. Boš brez blagoslova, boš še vedno sam, svojo močjo. Če pa njega poslušaš, če si lačen Boga, haleluja, bo pa on deloval, bo njegova prisotnost, njegova skrinja v tvoji hiši, boš sam blagoslovljen, haleluja. Če ga pa hočeš korigirati, pa popravljati, haleluja. Ne svetovati Bogu, haleluja, amen. Udvati se dajati Bogu na svete, amen. Vem, da si ful pameten, samo vse, haleluja. Amen. Mi smo preveč pametni, etko. Mi že vse vemo, ful imamo enih izkušenj. Bog pa ne. On nas pa ne razume. Pust ga, on je bolj pameten, verjem, haleluja, amen. On točno ve, zakaj moraš iti po eni poti. Dajmo Jezus v prvo mesto, amen. Kaj je rekel Matej, oziroma Jezus v Mateju 6:33? Iščite najprej, a lahko daš ta citat gor, Matej 6:33. Iščite najprej dobro službo, dobro družbo, dobro izobrazbo. Amen? Čim več modrosti. Posrkite vse znanje tega sveta. Ne, najprej išči kaj? Božje kraljestvo, amen. In njegovo pravičnost, ne svojo pravičnost, amen. A razumeš, da moja pravičnost ni dost, haleluja. Jaz rabim Božjo pravičnost, haleluja. Jaz moram biti pravičen z Jezusovo pravičnostjo. Jaz brez njega sem totalen loser, haleluja. Jaz nikoli nam toliko dober, da ne več Jezusa rabu. Amen? Nikoli, haleluja. Jaz bom skozi odvisen od Jezusa. Bolj kakor je človek od kokaina, haleluja. Bolj, haleluja. Iščite najprej Božjega kraljestva, njegove pravičnosti in vse ostalo boste izgubili. Lahko pozabite na vse ostalo. Na dobre avtomobile, na dobro družbo, na vse ostalo pa pozabite, haleluja. Na svoje zdravje, na svoj uspeh pa pozabite. Ne, vse ostalo ti bo navrženo, amen. Kaj ta citat govori? Ta citat govori, da če meni ni vse ostalo navrženo, nisem iskal najprej Božjega kraljestva, amen. A imam prav? Mogoče to boli, ampak to je resnica, cerkev. Zgleda, da sem najprej iskal svoj zdravje, svoj uspeh, svojo službo in zdaj tega nimam. Amen. A ste kdaj slišali ljudi, ki pravijo, nimam časa za Boga? Nimam časa, ali jaz moram ful delati. Klemen, ti si pač pastor, tepno, če treba delati, jaz moram pa delati. Jaz sem pa v realnem svetu. Te povem, če nimaš časa za Boga, boš imel ful veliko časa za hudiča. Amen. In boš prisilen si vzeti čas za njega. Zato, ker boš imel ful problemov, haleluja. Amen. Jaz vedno, kadar si nisem vzel časa za Boga, sem si mogel veliko časa vzeti za reševati razne probleme, ki so bili totalno nepotrebni, ampak so se zgodili. Zakaj? Ker nisem najprej iskal Božjega kraljestva, ampak sem hodil po svoje. In pol vse traja 10-krat dlje, 10-krat več imam problemov, 10-krat bolj mi gre vse na živce, ful enih problemov sem si leta zgubljaš, leta. Zakaj? Zato, ker nisem imel, ne vem, pol ure časa na dan za Boga. Pol pa preživiš dneve v čakalnih vrstah v bolnici,
dneve na zavodu za zaposlovanje. In tako naprej, haleluja. Razumeš? Nikoli ne reči, da nimaš časa za Boga. Nikoli, haleluja. Amen? Ko je čas za priti v cerkev, priti v cerkev, haleluja. Amen? Bo tle, haleluja. Bo del skupnosti. Zjutraj, preden greš na šiht, prosite, vzemi si nekaj cajta za Boga, haleluja. Preden greš karkoli delati, vstan malo prej, to ti bo življenje rešilo, haleluja. Vstan, nočem ti dati obremenitev, ampak ne si vzeti 2 minuti, haleluja. Amen? Vzemi si pol ure, recimo. Pol ure, pa malo priti v Božjo prisotnost. Če moraš še kavo zraven piti, nima veze. Malo začneš slaviti, pojdi v citaten dan, pojdi v Božjo besedo, pojdi v slavljenje, predaj dan Bogu, amen? Pridi v njegovo prisotnost, pol šele pojdi na šiht, amen? Pol šele pojdi delati, haleluja. Mogoče ti je pol ure premalo, vzemi si 1 uro. Mogoče ne veš, kaj bi pol ure delal, ti je preveč, vzemi si vsaj 15 minut, a razumeš? Jaz ne govorim, da bo zdaj pod obsodbo, sam nekaj nared, haleluja, amen? Da obdržiš Božjo prisotnost, amen? Da iščeš najprej Božje kraljestvo, amen? Ne reči, nimam časa za Boga, haleluja. In zdaj David vzame skrinjo, se upogum, ko vidi, da je skrinja dobra stvar pri dobrih ljudeh in jo nese v Jeruzalem, zato ker Jeruzalem je bil na poti na Sion. In tip je toliko noro je od veselja, da se je pozabil preobleči. In je tako, kot samo enkrat prišel v cerkev v pidžami. In je prišel v pidžami v cerkev, razumete? In je skakal tam in njegova žena se je norca delala iz njega. Si predstavljate? Da bi jaz pridrugo žena, bi se pa norce iz mene tle delala. Hvala Bogu, da nimam take žene, haleluja. Ampak ni se fajn delati norce iz ljudi, ki slavijo Jezusa, amen? Ampak naj ti povem, ko slaviš Boga, eni ljudje se bojo delali norca s tebe, amen? Eni ljudje se ti bojo posmehovali. Kva delaš, ful je lep vreme, ti greš pa v cerkev, haleluja. Men doma nisem mogel verjeti, a v petek zvečer ti doma bereš Biblijo. Kva delaš? In jih je ful začel skrbeti, kaj jaz Biblijo doma berem, v petek po soboto začel. Človek star 20 let bere doma Biblijo, namaz da bi žuril s frendi. In jih je to ful skrbel. Da ne govorim o mojih frendih. Oni so se bolj norca z meni delali, kot da bi jih skrbeli. Ampak pač to moraš sprejeti, razumeš? Bo trajš nor na Jezusa, amen? Kakor da služiš ljudem, ki itak jim je vsem zate. Itak imajo ljudje preveč svojih problemov, da bi se s tabo ukvarjali, razumeš? Raj bod nor na Jezusa, amen? Razumeš, da vsi, ki se zdaj norca s tebe delajo, te bojo rabili čez kakšen let ali pa 2, amen? Ko bojo problemi, koga bi poklicali? Ne onga, ki je z njimi žuril, ampak onga, ki je doma Biblijo bral, haleluja. Ej, ta ima moč, haleluja. Enkrat boš postal njihov zaveznik, haleluja. Njihov posrednik do Boga, haleluja. Pa si boš mogel obleko raztrgati, haleluja, da te nove slavili. In cerkev, kaj je pa naredil? Odnesel je na Sion. In naj še probam zaključiti na brzino skrinjo zaveze. 30 let cerkev. 30 let je David v šotoru imel skrinjo zaveze. In skupaj skrinji je pa pripeljal band, 300 trobentačev, mislim, cel žur in so imeli 24/7 slavljenje in molitev. Ni se nehalo. Celo njegov sin je zgradil tempelj zraven, ampak še vedno šotora niso umaknili. Taka Božja slava je bila tam. In cerkev 30 let niti ene bitke niso izgubili. Veš, kakšna moč je, če najprej iščemo Božje kraljestvo, haleluja. Najprej iščemo Božje kraljestvo. Najprej, preden greš v doma, imej čas z Bogom, haleluja. Če si nič noč danes zapomnil, ta skrinja nima veze. Nič od tega nima veze. Zapomni si, vzemi si najprej čas za Boga, pridi v Božjo prisotnost. Bod z obraza v obraz z Bogom. Amen? Ne samo nekaj držati, sreči se z njim. Ne ti bo kar najboljši friend. Amen? Če ti Bog ni bliz, naredi vse, da ti bo bliz. Raztrgi se pred njim, haleluja. Verjemu, ne vem, išč ga, dokler se ti nov približil, haleluja. A razumeš, ker piše, iščite, a ste opazili besedo? In to ni prijetna beseda.
iščite najprej Božje kraljestvo. Tako, če nekaj iščeš, to je nek napor. Bož bo, če bi pisali sprejmite. Sprejmi.si. Išči.si je bolj zakompliciran. Ta spletna stran je bolj taka, mislim, kakšne uganke boš mogel rešiti. Ne vem, kva bo vse tam. Ampak glih to je fora, ker ti iščeš Boga, kaj se ti dogaja? Tvoje meso umira. Razumeš? Tvoje želje umirajo. 100-krat se zlomiš. Razbijaš si glavo, to preveč pametno, haleluja. In pač se ponižaš samega sebe. In pol priješ v Božjo prisotnost. Haleluja. Jaz sem včasih rabil 3 ure, da sem prišel v Božjo prisotnost. V določenem obdobju svojega življenja. In pol pač, haleluja, včasih sem prišel v 2 minutah, včasih sem rabil 2-3 ure. In pol sem mislil, zakaj to dolgo traja? Ja, glih zato, ker Bog hoče, da vse v meni umre, haleluja. Da ni moj meso, ki nekaj popravlja skrinjo skozi. Da nisem jaz v kontroli, haleluja. Amen? Koliko ljudi hoče biti skozi v kontroli, tako? A si kdaj opazil človeka, ki je skozi v kontroli, pa da je ful radosten? Da je ful poln življenja. Ne, skozi je v strahu, haleluja. Ful je zaskrbljen. Ker ne moreš kontrolirati stvari, tako? Kako boš v kontroli, če si ful bogi, navaden človek, ker niti ne veš, kva se bo jutri zgodilo? Kako boš ti v kontroli, haleluja? A si bil zraven, kaj je Bog zemljo ustvaril? Haleluja. Kako boš vse kontroliral, haleluja? Amen. Najboljše je, da se primaš unga, ki ima vse v kontroli, amen. Da skupaj z njim lepo sediš na njegovem prestolu, haleluja. Da daš svojo glavo na njegove prsi, haleluja. In ga poslušaš, haleluja. In ko ti reče, narediš, ko ti ne reče, ne narediš, haleluja. In si z njim in iščeš najprej Božje kraljestvo. In pol je Salomon prevzel skrinjo zaveze, ko so odprli tempelj in so ga dali spet za zaveso, so dali to skrinjo zaveze. In cerkev, ta prisotnost je napolnila cel tempelj. In duhovniki sploh niso mogli službe opraviti, ampak so vsi dol padli. Takšno Božja slava, oblak Božje slave je napolnil vso hišo. Haleluja. Amen. Dajmo toliko iskati Boga, da bo njegova slava napolnila ta prostor. Amen. Da kadarkoli se dobimo, je Božja prisotnost mogočna med nami. Amen. Ok, gremo hitro še v par citatov. Zdaj, v novi zavezi se nam ni več treba ukvarjati s to skrinjo. Dajmo si pogledati, zakaj. Hebrejcem. Najprej si pogledamo Hebrejcem 11:19. A veš, da še vedno obstaja skrinja zaveze, ki je original. Ne ta kopija, ki jo je Mojzes naredil. Ker Mojzes je naredil po Božjih navodilih kopijo tega, kar je v nebesih. V nebesih je pa še vedno prava skrinja zaveze v Razodetju 11:19. Tedaj se je odprlo Božje svetišče, ki je v nebesih, in v svetišču se je prikazala skrinja zaveze in nastali so bliski in glasovi, gromi, potres ter silovita toča. Se pravi, cerkev, vse, kar je Mojzes naredil, je samo slika tega, kar je v nebesih. Ampak obstaja nova zaveza. V novi zavezi si pa poglejmo Hebrejcem 9:1. Prejšnja zaveza je res imela bogoslužna določila in pozemeljsko svetišče. Druga vrstica, Hebrejcem 9:2. Postavljen je bil namreč prvi šotor, temu pravimo sveto. V njem so bili svečnik, miza in položeni hlebi. Za drugim zagrinjalom pa je bil šotor, ki mu pravimo presveto. V njem je bil zlat kadilni oltar in skrinja zaveze. Tukaj bomo samo malo piko naredil. Se pravi, v 4. vrstici smo se ustavili. Tle je bila skrinja zaveze. A veste, da v to presveto je lahko samo enkrat na leto šel duhovnik in če je imel kakšen greh, je padel dol mrtev. To so ga imeli na špagi, ker se nobeni upal iti not po njega. Ne, kako je s tabo, jaz ziher ne bi šel not po njega. Razen, če imel samomorilne tendence. Ampak so ga imeli na špagi, so ga potegnali ven, preden so najdel drugega, kdo se je javil za njegovo službo, haleluja. Koga bomo izvolili, bratje, pogumno, haleluja, kdo bi rad bil pastor.
Takšna svetost je bila, razumeš? Takšna, razumeš, Božja prisotnost ni pocena, haleluja, amen? To, ko mi prijemo sem, pa slavimo Boga, pa njegov maziljenje pade na nas, haleluja, to je meni ful dragocen, haleluja, amen? Ne se na to navaditi, haleluja. Ko slaviš Boga, pa on pride k tebi. Wow, haleluja. Kaj se ti zgodi? Recimo, če si sred dneva ful zaposlen, pa naenkrat Božje maziljenje pade na te, ko nekaj razmišljaš. Kaj takrat narediš? Jaz ti povedal, kaj naredi. Naredi pauzo. Takrat naredi pauzo. Ne ful hitej, da boš končal, kar delaš. Tudi če si pač sred najbolj pomembnega upravila, glihuno posodo si začel pomivati končno po 3 tednih. Ne, takoj naredi pauzo. Ker pol no več Božje prisotnosti. Mi dostikrat naredimo napako, ful hitimo in pol ga ni več. Zakaj? Ker ga nisi dal na prvo mesto. Bog ne bo na drugo mesto celo. On je sam na prvo mesto. Amen? In prav je tako, amen. Ker nismo mi bogovi, ampak on. In če ga damo na prvo mesto, bomo prosperirali, nam bo dobro, ne bomo imeli glavobolov, haleluja. Ampak ko on pride, če v posodo pomivaš, takoj jo nehaj pomivati, pa se začni z njim pogovarjati. Amen? Takoj, se začni z njim pogovarjati, kjerkoli si. Če so ljudje okoli tebe, neverniki, pa se znotri v svojem srcu z njim pogovarjajo. In mogoče ti bo kaj povedal, mogoče te bo osvobodil kakšnih stresov, kakšnih laži, mogoče te hoče samo malo ubijeti. Amen? Da noš vas zafrustriran šel čez življenje. Razumeš? Mogoče moraš malo moliti v novih jezikih, haleluja, da boš nekaj ustavil, nekaj blagoslovil. Mogoče bo vse skupaj trajalo 2 minuti. To ni veliko, je tako. 2 minuti se vsak lahko vzame, haleluja. In pol, haleluja, greš naprej pomivati posodo, amen. Ampak cel tvoj dan bo spremenjen. Amen. Naenkrat ne boš ful kak kura brez glave. A je tako, kolikrat smo kak kure brez glave? Letimo kak ping-pong žogce, hudič špila ping-pong, mi smo pa žogca. In pol rešujemo nekaj na levi, rešujemo nekaj na desni, rešujemo nekaj na levi. In pol konec dneva smo si, kakšen dan. Ful, nimam časa za Boga. Ja, valjda, da nimaš, če hudič špila ping-pong s tabo. Pojď ven iz te igre, amen. Pojď pred Boga, amen. Zdaj si 2 minuti, haleluja, ko pride Bog. Amen. In bo stopil ven in boš ti špilil ping-pong. Bo hudič tvoja žogca, amen. To je dosti boljši špil. Ok, gremo naprej, 5. vrstica, oziroma 4. To, da bila je z vseh strani obložena zlatom. V njej je bila zlata posoda z mano in Aaronova palica, ki je ozelenela, in tabli zaveze. Nad njo sta bila keruba veličastva, ki sta metala senco na spravni pokrov. To, da o tem zdaj ne bomo podrobno govorili. Te reči so bile torej urejene takole. V prvi šotor stopajo duhovniki vedno, ko opravljajo bogoslužje. V drugega pa enkrat na leto samo veliki duhovnik, pa ne brez krvi, ki jo daruje zase in za nemarne prestopke ljudstva, nenamerne. S tem Sveti Duh kaže, da pot v svetišče še ni odprta, dokler še stoji prvi šotor. Kar je podoba za senani čas. V njem se namreč darujejo daritve in žrtve, ki pa ne morejo tistega, ki službo opravljajo, narediti popolnega v vesti, gre le za jedi in pijače in razna krčevanja, pa za mesene predpise, ki so veljali do časa preureditve. Na to pa je prišel Kristus kot veliki duhovnik dobrih stvari, ki so se zgodile. Skozi večji in popolnejši šotor, ki ni narejen z rokami, se pravi, ki ni od tega stvarstva, je stopil v svetišče enkrat za vselej, ne s krvjo kozlov in juncev, temveč svojo, haleluja, krvjo. In dosegel je večno odkupljenje. Kajti če škropljenje s krvjo kozlov in volov in junčim pepelom odeževane posvečuje, da se jim očisti meso, koliko bolj bo kri Kristusa, ki je po večnem duhu sam sebe brez madežnega daroval Bogu, očistila našo vest mrtvih del, da bomo služili živemu Bogu. Zato je srednik nove zaveze, da bi po smrti, ki jo je pretrpel za odkupitev od prestopkov v prvi zavezi, tisti, ki so poklicani, prejeli obljubljeno večno dediščino. Se pravi, on je šel svojo krvjo not v svetišče. On ki je na križu umrl, a se spomnite, da se ga je Marija hotela dotakniti vmes. On je 3 dni nekaj delal v cerkvu. On je bil v akciji, on je svojo kri prinesel v nebesa in je poškorpil tam vse elemente.
Zakaj? Ker kri je bila prelita, ker kazen za greh je smrt. In noben greh ne more priti v Božjo prisotnost. Zato se noben sam ne bo mogel odrešiti. Lahko si Nobelov nagrajenec, lahko si Gandhi, lahko si karkoli, ampak če nisi v pranu krvi Jezusa, greš direkt v pekel. Zakaj? Ker si še vedno v svojem grehu. V grehu te je spočela tvoja mati. Razumeš? Kako boš ti prenesel Božjo slavo? Da mi razložiš. Kako boš obstal v Božji prisotnosti? Jaz sem enkrat prišel v Božjo prisotnost tako globoko, da sem mislil, da bom umrl v cerkvi. Jaz sem mislil, da bom nehal dihati, ker sem bil ful v Božji slavi. Potem se je začel spuščati name, Božja slava, Božji strah je prišel name v cerkvu. Jaz sem mislil, da je pa konc, da je pa umrl. V cerkvi, jaz verjamem, da to je bilo ful malo. Jaz verjamem, da sem doživel mogoče malo več kot normalno Božje bližine. A razumeš, da ta telo, propadljiv kakršen je, sploh ne more priti v nebesa, s to boš kot bi z očesno trenil, boš dobil novo telo. Kdorkoli verjame v Jezusa, bo šel gor. Zakaj? Ker si v pranu krvi Jezusa. On je poškropil vse elemente, zato da ni več, kaj? Da si opran mrtvih del. Tebi si ni treba zdaj zaslužiti odrešenja. Ne moreš si svojo dobro zdaj religiozno držo zaslužiti nebes, haleluja. Lahko si sam ful hvaležen Bogu, pa mu predaj svoje življenje, haleluja. Pa boš večno z njim živel, haleluja. Poglej zdaj naprej. Kjer namreč gre za oporoko, mora biti dokazana oporočnikova smrt. Se pravi, smo sprejeli dediščino. Oporoka je namreč veljavna do smrti, saj nima moči, dokler oporočnik živi. Zato tudi prva zaveza ni stopila v veljavo brez krvi. Ko je namreč Mojzes oznamil vsemu ljudstvu vse zapovedi, kakor so v postavi, je vzel kri juncev in kozlov z vodo, škrlatno rdečo volno s hizopom, pokropil knjigo in vse ljudstvo in rekel, to je kri zaveze, ki vam jo je Bog zapovedal. Prav tako je s krvjo pokropil tudi šotor in vse bogoslužno orodje. In po postavi se skoraj vse očiščuje s krvjo in brez krvi ni odpuščanja. Že podobe nebeških reči morajo biti torej očiščene s takimi žrtvami, nebeške reči same pa žrtvami, ki so od teh boljše. Kristus namreč ni stopil v svetišče, ki bi ga naredila roka in bi bilo le odtis resničnega, ampak v sama nebesa, da se je zdaj za nas pojavil pred Božjim obličjem. Tudi ne, da bi sebe večkrat daroval, kakor veliki duhovnik hodi v svetišče vsako leto s tujo krvjo. Ko bi bilo tako, bi moral od začetka sveta večkrat trpeti. Tako pa se je razdel enkrat ob koncu vekov, da je prek svoje žrtve odpravil greh. Amen? A ni to dobro? Jezus je odpravil greh, cerkev. Kakor je ljudem določeno enkrat umreti, na to pa pride sodba. Tako se je tudi Kristus enkrat daroval, da je odvzel grehe mnogih. Drugič pa se bo prikazal brez greha v odrešenje tistih, ki ga pričakujejo. Amen? Pa pričakuješ Jezusa, da on pride, da ti prinese odrešenje, haleluja. Amen? Boš končno rešen vseh tegob tega mesa, haleluja. Amen? Boš lahko šel čez steno, haleluja. Nikoli več nov glava bolela, haleluja. Nikoli več noš jezen, ljubosumen. Nikoli več noš imel slabih želja. Utrujen več ne boš, haleluja. Star boš, po polnih let boš, tako kot jaz, haleluja. Kje sem se, dost mlajši po moje. Ful se boš me fajn, zraven boš pa lahko jedel, haleluja. Z istim tem telesom, haleluja. Cerkev, ta dan prihaja. Jezus se bo drugič, se bo prikazal, da nas odreže, da pride pod nas. Kaj bi trenil, boš dobil nov telo. Ampak zdaj, dokler smo na zemlji, cerkev, dajmo živeti za njega. Amen? Kje je zdaj skrinja zaveze v nas? A imamo še čas? A gremo lahko še v ta citat? Dajmo pogledati. 1. Korinčano 3.16. Gremo še v ta citat. 1. Korinčano 3.16. Mar ne veste, da ste Božji tempelj in da Božji duh prebiva v vas? Amen? Kdo je zdaj tempelj? Kje je zdaj svetišče? Ti si zdaj ta tempelj. In kje je Božja prisotnost zdaj v tebi? Sveti duh, kje zdaj prebiva v tebi? Poglej 17. Če pa kdo Božji tempelj uničuje, bo Bog uničil njega. Božji tempelj je namreč svet in to ste vi. Haleluja. Amen? Razumeš, kdorkoli. Recimo, ko je Pavel ubil kristjane, je prišel Jezus in ni rekel, zakaj preganjaš cerkev. Zakaj moriš kristjane? A veste, kaj mu je rekel? Zakaj mene preganjaš?
Razumeš, kdorkoli tebe preganja Jezusa. Te pa meni bi mogel biti ful hudo za vsazga, ki naju napada. Kdorkoli, ki vidiš, in cerkev, kdorkoli hoče pobožno živeti, bo preganjan. Če nisi preganjan, nekaj narobe delaš. Zadnjič sem govoril z enim bratom, ki je šele pred par meseci prišel v Kevsu. Kaj imam, ful imam enih problemov, ne kva narobe delam. Sem rekel, prav delaš. Ta je proti meni, un je proti meni, tretji proti meni. Sem rekel, dobro ti gre. V dobri družbi si, haleluja. Razumeš, Pavel je 3krat molil, Bog, ne gre ta trn ven iz mene. Veš, kaj je trn? Trn so ljudje. Trn je 3krat v Bibliji vedno govoril o preganjanju preko ljudi. On je 3krat molil, ne gre ta trn ven od mene. Valjda, da mu ni bilo dobro. Ful ima razodeta, ful ima čudežev. Tam čarovniku uslepil oči za 3 dni. Tam ljudi ubujal od mrtvih, vse živo dela, poga pa ljudje tepajo, preganjajo, mučijo. Valjda je hotel biti nad tem. In Bog mi je rekel, dosti je moja milost. Amen. Raj mol za svoje sovražnike. Amen. Mol za njih, ki ne vejo, kaj delajo. Razumeš? Kdorkoli te preganja zaradi Jezusa, je v velikih problemih. Haleluja. Zato tudi ti ne preganjaj drugih kristjanov. Haleluja. Amen. Ne bi toliko neumen. Haleluja. Samo zato, ker se nekaj ne strinjajo s tabo. Pozab, še vedno je to telo Kristusa. Razumeš? Jaz nikoli našel kristjanov preganjati, nisem nor. Ali da bi šel kaj pisati proti njim, pa jih ugovarjati javno ali pa kaj. To je neumnost totalna, haleluja. Le kaj tle prav, haleluja. Mar ne veste, če kdo Božji tempelj uničuje, bo Bog uničil njega, haleluja. Si to upaš, haleluja. Božji tempelj je namreč svet. In kdo je to? To ste vi. Mi smo Božji tempelj, cerkev. Cerkev, mi smo sveti. A veš, kaj pomeni svet? Svet ne pomeni, da si zdaj že ful popoln. Da nikoli več ne moreš grešiti. To ne pomeni. Svet enostavno pomeni, da si odvojen za Boga. Prej si bil v temi, zdaj si odvojen iz teme, si v luči, si v Božjem kraljestvu in si svet in pika. Ne piše, da si zdaj popoln v vsaki stvari. In glih to je problem. Ker nismo popolni, se to hitro lahko začnemo preganjati. Je tako? Lahko hitro delamo en proti drugim. In to je ful narobe, haleluja. Uničuješ Božji tempelj, ne to delati, haleluja. Nihče naj se ne vara, 18. vrstica. Če kdo izmed vas misli, da je moder na tem svetu, naj postane nor, haleluja. Amen. Imaš ful veliko diplomo, haleluja. Postan nor, haleluja. Postan nor profesor, haleluja. Ne postane nor, haleluja. Je dober na svet. Da postane moder, haleluja. Amen. Da postane moder. Kajti modrost tega sveta je pri Bogu norost. Zapisano namreč, modre ujame v njihovi pretkanosti. In spet, Gospod pozna misli modrih, ve, da so prazne. Amen. Amen. Koliko ljudi ful dobro govori. Jaz sem enkrat enega filozofa, ki je en najbolj znanih na svetu poslušal o kreaciji, ful dolg časa in na koncu nisem nič od tega odnesel. Na koncu je, zakaj? Ker so njegove misli so prazne. Nimajo substance. Ne more spremeniti tvojega življenja, haleluja. Ena Božja beseda, ena Božja beseda spremeni tvoj life. Jaz sem bil totalen ateist, totalen komunist. Pionirska knjiga, ne vem, kva sem imel. Jokal sem, kaj Tito umrl, sem mislil, da bo skočil ven z groba, pa ni. In pol sem se hotel ubiti, ker življenje ni deloval, ko sem bil star 20 let. In pol je samo eno stvar je rekel, bivšemu komunistu. Jaz sem rekel, jaz sem živ. Spremenil moje življenje. Samo en stavek. Jaz sem živ. In pol me vprašal, kje si pa ti, Klemen? Sam razjokal, sem mu predal življenje. Drug dan sem šel na joint, se sprejel sem šel na joint. In samo en njegov stavek, ne rabaš več tega. In sem bil osvobojen. Samo en stavek. Puf! Zelen demon skočil ven iz mene, haleluja, začel govoriti o novih jezikih. Razumeš? En stavek. Ena beseda od Boga. Spremeni. Revolucija v tvojem življenju. Amen. Cerkev, če mi dva hodva v Božji prisotnosti, če se mi dva zaveda, da sva tempelj Svetega Duha, da kamarkoli greva je Sveti Duh v naju. Amen. Kamarkoli ti greš, haleluja. Ti si zdaj tempelj. Kje je Sveti Duh zdaj?
Kje je, haleluja? V tebi. Če si sprejel Jezusa, zdaj živi v tebi. Kamorkoli ti greš, si mobilen tempelj Svetega Duha, haleluja. To, kot skrinja zaveze zdaj v tebi, haleluja. V bistvu več kot skrinja, ker Bog je oseba, okej? Ampak to, kar je prej skrinja predstavljala, je zdaj Sveti Duh v tebi, haleluja. In kamorkoli greš, gre on s tabo, haleluja, amen? In zdaj razlika je, a se ti zavedaš, kdo si, ko nekam prideš, a ti veš, da si tempelj Boga, haleluja. A si ti zavedaš, da ista moč, ko prej kdorkoli se tega dotaknil, je mrtev dol padel. A veš, da zdaj piše, ista moč, ki je Kristusa obudila od mrtvih, zdaj živi v tebi. Amen? A je tako, da je to razlika, če grem jaz molit za enega bolnika, pa da vem, da ista moč, ki je Jezusa obudila od mrtvih, je zdaj v meni. In vem, če bom jaz zdaj roko na njega položil, je isto, kot da bi Jezus roko na njega položil. In ko bom jaz unemu demonu rekel, naj gre ven, ko vem, kdo sem, demon še prej sem izgovoril do konca, ime Jezus je že pobegnil. Je razlika, kakor če prijem, ne vem, kako jaz glih stojim z Bogom, nimam neki časa za Boga, ampak pač zdajle, kar bo, bom pač molil, pa upam, da se v kaj zgodilo. Je ogromna razlika. Če se ti zavedaš, kaj je na tebi, ali pa če se ne zavedaš, haleluja. Ali pa če si se cel dan z depresijo obseval, pa si gledal neke neumnosti cel dan, pa si sedel v službi posmehovalcev, v družbi posmehovalcev, pa si cel dan poslušal neke kletvice ljudi okoli sebe. Da pol noš imel moči, ko boš nekam prišel, haleluja. Ti se moraš obsevati z Božjo prisotnostjo, amen? Ti moraš preživljati čas z Bogom, haleluja, amen? In pol, ko nekam prideš, kaj pride s tabo? Ta čas, ko si ga, Jezus je rekel, ko greš molit, pa id na skrivno, amen? Zapri svoje vrata za sabo. In oče, ko vidi, kaj delaš na skrivnem, te bo nagradil na javnem, haleluja, amen? In ko si nekam prišel, to, ko si ti na skrivnem delu, je prišlo s tabo, haleluja. Amen. Če sem jaz na skrivnem, si ful tam kregu pa prepiral z ljudmi, pa se obnašal kaj en hudič na šihtu, valjda, da bom zdaj kaj en hudič tle deloval. Tu, če sem dal lepo masko gor, nam je v moči, haleluja. Ampak če sem jaz tle preživljal čas z Bogom, haleluja, zlomil svoj ego, haleluja, iskal Boga, haleluja, prišel v njegovo prisotnost, haleluja, ko bo zdaj prišla priložnost, wow, haleluja. Se jaz zavedam, da je Sveti Duh z mano, haleluja. Amen? Cerkev, jaz ne preživim par ur na dan brez Svetega Duha več. Jaz, ko čutim, da sem nekaj suh, prazen, bom nehal eno stvar delati, haleluja. Začel moliti v jezikih, haleluja. Amen. S tem jaz skozi nekaj v jezikih molim, haleluja. Ker drugače ne bi mogel nositi Božje prisotnosti, haleluja. Razumeš, a niso jeziki fajn orožje, haleluja. Ker ti sploh ni treba razmišljati, samo vklopaš k mitraljesu v svojem duhu. Moliš v jezikih, haleluja. Priti v Božjo prisotnost, ker si enkrat odvisen od Božje prisotnosti. Pol te Bog lahko posod uporabi. Pol kamorkoli prideš, je tako, kot bi Jezus prišel. Amen? Posod te lahko uporabi. Haleluja. Pol ti nič ne je mogoče. Je človek slep, ni problema. Haleluja. Je obseden z demoni, hvala Bogu. Haleluja, da sem jaz tle. Amen? Imamo ful problem na šihtu, noben ga ne zna rešiti. Haleluja. Jaz imam Božjo modrost. Amen? Nekaj slabo, amen, ste haleluja. Ok, dajmo, hitro bomo zaključili. Haleluja. Zadnji citat. Ne vem, kjer ga bi izbral, ko imam ful dobrih. Haleluja. 2. Korinčanom 4:6. Zaključimo. Kajti Bog, ki je rekel, 2. Korinčanom 4:6, Bog, ki je rekel, iz teme bo zasvetila luč, je zasijal v naših srcih zaradi razsvetljenja Božje slave na obličju Jezusa Kristusa. Kakšen mega citat, haleluja. Ta zaklad, kje je zdaj zaklad, cerkev? Kje je zdaj zaklad, haleluja? Poglej svojega seda, vprašaj ga, kje je ta zaklad? Ta zaklad pa imamo v lončenih posodah, to pomeni v tem telesu ga imaš, haleluja. Kje je v tej posodi, da bi bila ta presežnost moči Božja in ne iz nas? Cerkev, imel sem vizijo pred 2 dnevi, haleluja.
Sem šel v posteljo, sem imel vizijo in sem prav videl tako zaklad, haleluja. Sem videl tako, neko verzijo med skrinjo zaveze pa zakladom se mi je prikazala slika. In Bog mi je pokazal, to je vsak, ki je tukaj. Vsak od nas je ful zaklad, haleluja. Bog je dal tak zaklad vate, da ga sigurno ne boš celega uporabil. Ta zaklad, ti si tok velik zaklad. Bog te je naredil tok mogočnega, da boš, nažalost, samo del tega lahko živel. Zato, ker smo tok nesposobni, cerkev. Zato, ker smo tok neposlušni. Zato, ker smo tok meseni ljudje in si ne vzamemo dosti časa za Boga in ga ne poslušamo, ker nam je preveč proti naši inteligenciji, pa karkoli, da nažalost sam del tega pol živimo. Ker ne ti povem, toliko, kar si poslušam Bogu, toliko se bo tega manifestiralo. Kako naj se to manifestira, cerkev? Razumeš, nekaj, kar ne razumeš, ti škoduje. Bog, ki ga prosiš za čudež, ti bo dal navodila, ti bo govoril, naredi to, naredi tisto. Ampak če ga ne poslušaš, kako boš to naredil? Etko. Če nisi natreniral svoj meso, da je tih, pa da posluša Boga. Amen. Če tvoj meso, ki si v problemih, začne razburkati tvoje emocije in pol začneš klicati folk in se razburjati, veš, kva me je tam naredil, veš, kva si me zdaj zgodil, pa kva je s to prekleto državo. Adijo. Kdor veliko govori, ima veliko greha. Etko. In to se nam zgodi, če preveliko začnemo 2 minute, govorimo o veri, verjamem, da bo Bog priskrbel. Ne ima težav, ampak verjamem, haleluja, da ta račun plačal. Verjamem, da se bo to zgodilo. Ampak polk preveč govorimo, začnemo še govoriti vse žive neumnosti. Ampak ja, ful je težko, unmu ni rata, temu ni rata. Ne vem, kako mi bo to uspel. V bistvu nimam dosti izobrazbe, tole mi ne gre. Ti razumeš, preveč govoriš. Ta zaklad, v katerega je Bog dal vate, je fenomenalen. To, kdor si ti v duhu, to hoče cel svet videti. V Rimljanih piše, cel svet hrpeni po manifestaciji Božjih sinov. To, kar je Bog dal vate, se lahko odklene samo, če živiš v poslušnosti z Bogom. Amen. Kako pa lahko poslušaš Boga? Rabaš čas. Amen. Moraš biti z njim. Moraš natunirati svojega duha na njegov glas, haleluja, da veš, Bog mi govori. Pridem v njegovo prisotnost. Vsak dan, ko si ti depresivno misel spustil v svojo glavo, si izgubil čas z Bogom. Vsakič, ko si spustil misel nevere samo, izgubljaš čas z Bogom. Zaklad dušiš, haleluja. A razumete, koliko je pomemben? V Razodetju piše, kdor premaga, bo sedel na prestolu. Zakaj? Ker če živiš v porazu, ne moreš poslušati Boga. A razumeš, da ne moreš skrbeti in biti v veri istočasno. V bistvu isto misel, namesto da si uporabil za skrbi, jo samo preusmeril v vero. Tok simpel je. S kjerokoli mislijo, zdaj ti skrbiš, pa te je strah, samo začni z njo verjeti Bogu. Z isto to mislijo. In enkrat bo začel verjeti Bogu, beri njegovo besedo, druži se v njegovem duhu. Amen? In kaj se ti bo zgodil? Ta zakladka v tebi se bo začel manifestirati. Haleluja. Začel boš poslušati Božji glas. Amen? Haleluja. Sem koga navdušil, da si vzame čas za Boga. Amen? Dajmo si ta teden vzeti. Cerkev, jaz apeliram, ne biti pod obsodbo, ampak bodi zvan, da preden greš na šiht jutri, ali pa karkoli drugega delaš, daj si vzem pol ure, da si sam z Bogom. Amen? Daj si vzem. In pol v torek, spet, vzem si zjutraj cajt z Bogom. Bod z njim, odpri besedo, začni ga slaviti, začni ga oboževati. In pol se umir, pa bo tih pred njim. On govori, Bog govori, imej sabo nekaj zapisati. Mogoče ti bo nekaj dal na srce, napiši si, če ne boš pozabil. Pa še vero bo sprožil, da ti bo še več govoril. Okay? Dajmo skupaj stati, dajmo predati svoje življenje Jezu, kaj lejo naprej. Oče, hvala ti za danes, hvala ti za tvojo besedo. Oče, hvala, da si nas poklical prav za ta čas. Oče, da se ti razodanaš temu narodu. Haleluja. Oče, tvoja volja je, da te vsak Slovenc pozna. Haleluja. Oče, ti imaš popoln načrt za ta narod, za to državo, za naše frende, sodelavce, znance. In oče, ne more se zgoditi, če mi ne živimo v zmagi. Haleluja. Pomagi nam, da bomo živeli v zmagi. Pomagi nam, Jezus. Haleluja. Oče, jaz molim, da ne pozabimo, kar si nam danes govoril. Jaz vem, da si vsakmu, tudi meni si govoril, vsakmu od nas je nekaj govoril danes. Oče, molim, da smo izzvani,
da gremo ven iz vseh svojih omejitev. Molim, da ne hodimo, Oče, v porazu, haleluja. Da se upremo silam v ozračju, ki nas tiščijo dol. Da ne pustimo hudiču, da bi se lahko proslavil s problemi, ki jih meče v naše življenje, ampak da vse to odbijamo in ustrajamo v tvoji prisotnosti in iščemo tvoje kraljestvo. In tvoja pravičnost, vse ostalo se nam bo zgodilo. Haleluja. Oče, v imenu Jezusa vežem vsako breme nad nami. Vežem vsak napad hudiča. Hudič, ti si zvezan v imenu Jezusa. Spust Božje ljudstvo. Haleluja. Skličam svobodo v Božji narod. Tam, kjer je Sveti Duh, tam je svoboda. Kličem moč, maziljena, haleluja, da uniči vsak jarm ta večer, haleluja. Ne vsako breme odpade od nas, v imenu Jezusa. Haleluja. Oče, ne zgori vsaka gora v tvoje prisotnosti, haleluja. Vežem vsako laž sovražnika. Oče, molim, da se naš uravna v skladu z zakladom, ki si ga ti dal v nas, haleluja. Kristus v nas, upanje slave, haleluja. Oče, molim, da se dvigne nadnaravna vera v nas, haleluja. Oče, molim za svežo vizijo, haleluja. Da vidimo zmago, v katero si nas poklical, haleluja. Oče, molim, da vidimo obljubljeno deželo pred sabo, haleluja. Bog je rekel, kar ko lahko vidiš, lahko imaš, haleluja. Glej danes, kar je dal Bog pred tebe, haleluja. Glej se zmagovalca v Kristusu. Glej se z odgovorom na svoje molitve, haleluja. Glej se, kako si slaven zmagovalc v Kristusu, haleluja. Ti nisi izguba, ti nisi poraženc, haleluja. Si Božji sin, Božja hči, haleluja. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, danes, Sveti Duh. Dobrodošel si, izpolnjuj nas. Molim, da se tvoja prisotnost nadaljuje, narašča v nas v ponedeljek, torek, sredo, ki te iščemo, haleluja. Molim, da imamo poseben čas s tabo vsako jutro, haleluja. In pol čez dan, da negujemo tvojo prisotnost. Da se ustavimo, ko nas ustaviš. Vzamemo čas zate. Molim, da se natuniramo na tvoj glas. Da poslušamo tvoj glas. Da hodimo v tvoji volji, haleluja. O, haleluja. Ni Bog dober cerkev, haleluja. Amen. Pričakuj. Reci svojemu sosedu, nekaj dobrega se ti bo zgodilo ta teden. Pričakuj ful blagoslovu. Pričakuj ful blagoslovu. Haleluja. Kdorkoli, če rabaš molitev, imamo molitveni tim. Bi povabil molitveni tim, da prijete Žiga Darja, moliti za ljudi. Tanja, Boštjan, lahko prijete moliti za ljudi. Haleluja. Nataša, lahko priješ moliti za ljudi, haleluja. Kdorko rabaš, da kdo moli zate, priti naprej, haleluja. Če moraš sprejeti Jezusa, si spet dobrodošel, haleluja. Se vidimo v sredo po 7, haleluja. Ja.